svetniki na obisku v Sori, pregled druge polovice leta 2013, roki prekoračeni, a vse pod kontrolo, s pravo hrano do zdravja, lični izdelki iz filca, napovedujemo veselo igro s petjem. Dva Medvoščana gresta v Soči, bogato športno dogajanje. Lepo pozdravljeni. Člani občinskega sveta so se ponovno podali na pot po naših krevnih skupnostih. Tokrat so obiskali krevno skupnost Sora. 5 svetnic in 2 svetnika je sprejel predsednik sveta krevne skupnosti Mirko Javršek in predstavil lokalno problematiko. A večji poudarek kot problematiki so tokrat namenili dosežkom na področju komunale in ogledu lokalnih znamenitosti. 7 svetnikov, Marija Tome, Nada Prešeren, Nejc Smole, Marjeta Jamnik, Stanko Okoliš, Saša Rožič in Katja Podgoršek, je tokrat obiskalo krevno skupnost Sora. V domu krevne skupnosti jih je sprejel številčen odbor lokalnih predstavnikov na čelu s predsednikom krevne skupnosti Mirkom Javrškom, prav tako članom občinskega sveta, ki je predstavil pretekle dosežke, predvsem z področja komunalne ureditve in opozoril na nekaj področij, ki bi jim bilo v prihodnje potrebno posvetiti nekoliko več pozornosti. Predvsem smo zelo veseli, da smo dokončali ta pločnik od vrtca oziroma osnovne šole do središča vasi. Izjemno smo, to se pravi, navdušeni nad tem, da se je vrtec, ki zdaj končno že drugo leto nekako obratuje, tako lepo vklopil v to okolje. Nekaj pa je še stvari, ki jih moramo dokončati, predvsem vezano na Rakovnik, na kanalizacijo, ki jo začenjamo v letu 2014. Predvsem radi bi tudi sanirali ta del Rakovniškega potoka v spodnjem delu in pa seveda jasno, zdaj, ko smo ravno na tej lokaciji v Dolu, nas predvsem zanima ta možnost nadaljevanja kanalizacije tudi v tem delu. Razmišljajo o rastlinski čistilni napravi za območje Dola, predsednik pa je izpostavil še potrebo po ureditvi cestne povezave do vasi Osolnik, podaljšanje pločnika v vasi vse do podjetja Brinox ter razširitev mostu ob vstopu v vas. Svetniki so si na ogledu krajevne skupnosti s 1100 prebivalci ogledali nekaj krajevnih znamenitosti, vključno s Finžgarjevo sobo, cerkvijo svetega Štefana, Dolinčkovo hišo v Dolu, obiskali pa so tudi sestre karmeličanke, ki v vasi Sora prebivajo že skoraj 30 let. Značilno za Soro pa je tudi bogato in raznovrstno društveno življenje. Sora je v bistvu nekdanja vas, ne? In povezovanje ljudi temelji še precej na poznavanju. Ljudje znajo skupaj stopiti, ljudje znajo svoje delo združiti. Ja, jaz res opažam, da imajo zelo bogato razvito kulturno življenje in jih občudujem. Kar nekaj časa pa so si svetniki odmerili za obisk uspešnega podjetja Brinox, ki danes zaposluje 130 ljudi. Več kot 50% jih prihaja iz lokalnega okolja, predvsem iz Sore in Medvod, kar polovico zaposlenih pa predstavljajo visoko izobraženi strokovnjaki. V podjetju, ki ima dolgoročno vizijo postati vodilni evropski ponudnik personaliziranih procesnih rešitev farmacevtske, prehrambne in kemijske industrije, si tudi v prihodnje želijo rasti in dobrega sodelovanja z občino. Želimo, da bi se gospodarske dejavnosti v občini Medvode intenzivirale, ker od tega se pač živi in so odvisna delovna mesta in razvoj tudi same občine. Moram pa reči tudi, da v zadnjem času, ko smo mi gradili, je tudi občina nas podprla, tako občina kot tudi občinski svetniki so pomagali, da smo prišli do prostorskih dokumentov in kasneje tudi pri sami gradnji tvorno sodelujemo. V lanskem letu so uspešno dogradili proizvodne prostore na zahodnem delu kompleksa, v letošnjem načrtujejo še gradnjo pisarniških prostorov v velikosti 2400 kvadratnih metrov. Pridobljeno pa imajo tudi gradbeno dovoljenje za razvojno-aplikativni center v velikosti 8000 kvadratnih metrov, ki ga bodo gradili postopoma. Velik pomen pa vse skozi dajejo sodelovanju z lokalno skupnostjo. Mislim, da je prav, da smo družbeno odgovorni in da vračamo kraju pač tisto, kar moramo. Ker definitivno samo proizvodno se moti sam kraj, okoliš, tudi promet je nekaj močnejši in je pač tukaj treba potem kraju varant, kar je pač v naših močeh se zelo potrudimo.
Mislim, da je to sodobno podjetje in sodoben direktor, ne, ki mu ne gre samo za to, da svoje podjetje razvija zaradi dobička, jasen, ker kapital je le ena osnova, ampak izredno pomemben faktor so mu ljudje in te vrednote, ne, ki morajo biti prisotne pri ljudeh, ki delajo in tudi pri vodstvu. Že dolgo nisem na tem območju videla enega podjetja, ki bi imel tako jasno strategijo in tako realen pogled. Naša vloga je predvsem tam, da podpremo tiste projekte, ki so tako veliki, da zahtevajo soglasje cele občine in tudi občinskega sveta. Mislim, da je vsako delovno mesto v Medvoški občini dragoceno in da je vsako gospodarsko spodbudo, ki daje lahko potem kruh in službo našim Medvoščanom, je dobrodošlo in potrebno in jih je potrebno sprejeti. Tukaj tudi nekako nismo presodili, da bi ta širitev bila nek tak izjemen poseg v prostor, ki bi bistveno zmanjšal kvaliteto bivalnega prostora. Tako kot sem omenila, mislim, da je treba te podbude podpreti. Ogled krajevne skupnosti Sora so svetniki zaključili z obiskom hiše kulinarike Jezeršek. Tudi v tokratni oddaji nadaljujemo s pogledom nazaj v leto 2013. Doslej smo na kratko pregledali, kaj se je zanimivega dogajalo v sejni sobi, torej kakšne odločitve so sprejemali občinski svetniki in osvežili smo spomin na dogodke, ki so zaznamovali prvo polovico lanskega leta. Kaj pa je zaznamovalo drugo polovico leta 2013? Takole na prvi pogled nič posebnega, razen da prva novica, ki jo boste slišali, ne drži. Novi vrtec v Pirničah še ne bo zaključen tako kmalu. Odlična novica sredi leta 2013 je bila, da se je med počitnicami začela gradnja novega vrtca v Pirničah, v katerem bosta 2 jaslična oddelka in 4 oddelki za otroke drugega starostnega obdobja. Že takrat smo izrazili veliko upanje, da njegove gradnje ne bo spremljala slaba izkušnja novega vrtca v Smledniku, ko ni veljala niti cena, niti rok izgradnje. Ta pirniški ne bi bil po takratni obljubi zgrajen v dobrega pol leta. Jeseni se je začela gradnja prve faze projekta do dokončne rešitve vodooskrbe v Studenčicah, ki pomeni povezavo med novo vrtino in najvišje ležečim rezervoarjem, kot tudi prevezavo, ki bo omogočala, da se bo z novo neoporečno pitno vodo iz vrtine oskrboval tako zgornji kot tudi spodnji del vasi, kjer je ta problematika še bolj pereča. Po zagotovilih danih na zboru krajanov naj bi bila dela v kratkem zaključena. Znana pa naj bi bila tudi odločitev, ali bodo vaščani predali vodovodni sistem v last občini in v upravljanje Kranjski komunali. Na zboru so namreč sprejeli odločitev, da to storijo pod pogojem, da bo 70% uporabnikov dalo svoje soglasje. Bi rekel, debati ob kavi, jaz mislim, da jih bo več. Sem pa, bi rekel, javno tudi izjavo dal, če bo 69% v tisti moment neham za vodo v Studenčicah skrbeti. S 1. julijem sta končno 2 javna zavoda, Javni zavod za kulturo in mladino ter Javni zavod Knjižnica Medvode, po 5 letih od ustanovitve in po 5-letnem vedejevstvu končno dobila vodstvo s pravim mandatom. V Javnem zavodu za kulturo in mladino je direktor postal zadnji vedejevec Urban Eržen, v Javnem zavodu Knjižnica Medvode, stavba je praznovala 20 let, pa je direktorica postala dotedanja knjižničarka Jana Kraševec. Saj vršilki dolžnosti direktorice Meti Potočnik v 5 letih ni uspelo izpolniti vseh predpisanih pogojev. Župnijski Rahelin vrtec Hiša otrok Montessori je v novo sezono vstopila ne le z novo direktorico zavoda, ampak skoraj novim vzgojiteljskim zborom in novo ravnateljico, 34-letno domačinko Mirjam Čebulc. Po tehnem premisleku sem to novo funkcijo vzela kot velik izziv. Verjamem in mislim, da s svojimi res raznolikimi izkušnjami in strokovnim znanjem, seveda skupaj z dobro ekipo vzgojiteljev, lahko postavimo Rahelin vrtec res na visoko kakovostno raven. Novembra je postalo dokončno, da se župnik Franci Klopčič, osumljen pedofilije, v Presko ne vrne več. Slavnostno je bil umeščen nov župnik Jure Koželj, ki je mašniško posvečenje prejel šele pred 2 letoma. Imam svoje novomašno geslo. To je iz konca Matejevega evangelija, ko Jezus pravi svojim učencem: in glejte, jaz sem z vami vse dni do konca sveta.
In posebno v tem času, zdaj v teh premestitvah, me posebno spremlja, naj se ne bojim. Sredi novembra smo s ponosom poročali o tem, da je predsednik Ustavnega sodišča postal naš občan Miroslav Mozetič, ki pravi, da mu bodo pri odločitvah tudi vnaprej pomagale izkušnje pridobljene, tako v gospodarstvu, v pravni stroki kot v politiki. Mesto podpredsednice pa je, zanimivo, prav tako prevzela naša občanka Jadranka Sovdat. Ustavno sodišče je po sami definiciji in po sami vlogi najvišji varuh ustavnosti in pa seveda tudi najvišji varuh, zadnji varuh človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Sredi leta 2013 so mladinke prostovoljnega gasilskega društva Zbilje v Franciji zastopale barve naše države, že tretjič zapored na gasilski olimpijadi in se uvrstile na odlično 4. mesto. Manjša napaka jih je stala ponovne osvojitve naslova olimpijskih prvakinj ali vsaj podprvakinj, kar so dekleta že bila. Brez kazenskih točk bi zmagali, ampak tukaj je manjkal tisti kanček sreče, ki je potreben, da pride do dobrega rezultata. Mi ga pač na tej olimpijadi nismo imeli, ampak sami časi, tako vaje kot štafete, so pa vrhunski, za kar gredo vse pohvale dekletom. Kar 60 let delovanja je leta 2013 zabeležilo turistično društvo Zbilje. Nastalo je namreč le nekaj mesecev po dokončanju medvoške hidroelektrarne, ko so se v vas začele zgrinjati množice ljudi, da bi videle jezero in ko so krajani ugotovili, da bi lahko tudi sami kaj zaslužili. Društvo je vedno vlagalo v svoj prihodek nazaj v kraj, tako da ni bil nikoli problem v tem, da ljudje ne bi želeli sodelovati, kajti vedeli so, da denar ostaja v vasi. Okroglih 10-krat so se člani vseh 3 društev upokojencev v naši občini zbrali na skupnem srečanju zadnja leta vedno v parku dvorca Lazarinjevih v Valburgi. Med drugim jih je nagovoril tudi župan Stanislav Žagar. V glavnem, prej me en vprašal, koliko sem se jih že naložil, sem rekel, da preveč, ampak do penzije imam pa še zmeraj skoraj 9 let, tako da sem še kar vesel. Ker če takrat je penzijski sklad polhan, bo v redu. Na dan državnosti smo se že 10. leto zapored odzvali povabilu turističnega društva Žlebe Marjeta, da se podamo po poteh roparskih vitezov. Številne obujene legende, dobra organizacija in prijetna družba so stalnice tega pohoda, poleg lepega števila pohodnikov. In tradicionalnega vprašanja, je kaj simbolike v tem, da se na pot roparskih vitezov odpravimo prav na dan državnosti? Tega komentarja bi se najraje vzdržala, vendar glede na situacijo, kar se dogaja, kar poslušamo po televiziji, kako lahko posamezniki bogatijo, pa jim nihče ničesar ne more, imaš včasih res občutek, da je tako kot roparski vitezi, ko jih ni nihče ujel, pa vsi so vedeli, da ropajo. Že 15. zapored pa so na slavnostni akademiji Gorniškega kluba Jakoba Aljaža ob rojstni hiši Jakoba Aljaža podelili častni znak vsem pohodnikom, ki so v letu 2012 prehodili spominsko gorniško pot, poimenovano Aljaževa pot od doma do doma. Uvodni pozdrav je tokrat pripadal prvaku SDS Janezu Janši. V Preski je svojo srebrno mašo daroval domačin lazarist Vlado Bizant, ki ga poznamo predvsem po delu s starejšimi in po urednikovanju revije Prijatelj, to je verskega lista bolnikov, invalidov ter njihovih prijateljev. Slovesno pridigo je napisal pokojeni nadškof in njegov sorodnik Alojzij Uran, prebral pa srebrnomašnikov brat, prav tako duhovnik Milan Bizant. In odgovor na vprašanje, kje bo preživel dopust? Jaz sem šel 1. aprila 1983, sem zapustil službo. Zadnja moja služba je bila na upravi kliničnega centra in od takrat imam nekako občutek, da sem skozi na dopustu, tako nimam navade, kam posebej na dopust hoditi. Konec avgusta je v Sori potekal že 5. festival kranjske klobase. Poleg koncerta, veselice in športa, festival prvenstveno označuje tradicionalno ocenjevanje kranjske klobase, tokrat že 10. po vrsti. Ko so združili točke strokovne komisije in točke ljubiteljske javnosti, so zaključili: leta 2013 je najboljša Podobnikova. Kud Fran Seleški Finžgar je po 7 letih v počastitev častitljivih 30 let delovanja uprizoril znano Finžgarjevo ljudsko igro Verigo. Tokrat se je prvič odvijala na Polenčevi domačiji na Zgornji Senici, ki je obenem tudi dom režiserja Valentina Križaja. Že več kot 50 let pa je njegova tudi vloga Drnolca.
Prvih 10 let je leta 2013 zabeležilo tudi invalidsko društvo Kengurujček Slovenije, društvo otrok s prirojenimi in pridobljenimi črevesnimi obolenji in obolenji celotnega prebavnega trakta. Na sedežu društva v Trnovcu so v začetku septembra pripravili prijetno praznovanje, dokaz, da lahko kljub bolezni živijo tudi polno življenje. Okroglo obletnico, kar 60 let je v začetku septembra zabeležilo tudi Društvo upokojencev Smlednik. Na Slovesni akademiji so se sprehodili po spominih, uživali v kulturnem programu tako najmlajših kot tudi svojih članov, ter se zahvalili vsem tistim, ki so skozi leta ustvarjali in podpirali delo v Društvu upokojencev. Ja, v društvu mi je všeč to, da se družimo, da imamo iste interese, malo se pritožujemo čez pokojnine, malo jih pa hvalimo. Razne te ljudi, ki se zavzemajo za nas. Turistično društvo Dragočajna Moše si je prav Svetovni dan turizma sicer bolj po spletu okoliščin kot pa načrtno izbralo za praznovanje 40-letnice delovanja. Na slovesnosti so med drugim podelili tudi priznanja 6 posameznikom, ki so zaznamovali delovanje društva. Turistična zveza Medvode je leta 2013 tradicionalno akcijo Moja dežela lepa in gostoljubna zaključila kar na semanjem dnevu v Pirničah. V 6 kategorijah je komisija podelila 8 priznanj. Priznanje mi kar pomeni, veste, jaz se zelo zavzemam za urejeno okolico, ne bo to doma ali v službi. Tudi v Medvodah opažam, veliko stvari se spreminja na boljše, ampak še vedno prepočasi. Na letošnjem mednarodnem obrtnem sejmu v Celju je Obrtna zbornica Slovenija že 11. zapored podelila naziv Obrtnik leta, ki je tokrat pripadal našemu občanu. Franc Jezeršek je naziv prejel za dolgoletno delovanje na področju cateringa. Jezerškovi so se izkazali tudi na Evropskem prvenstvu v košarki. Vsaka nagrada je seveda dobrodošla, pomeni veliko, če jo dobiš od stanovskih kolegov, je to še dodaten razlog za zadovoljstvo. Zadružna zveza Slovenije je že po tradiciji na kmetijsko-živilskem sejmu v Gornji Radgoni podelila priznanja zaslužnim zadružnikom, zadružnim delavcem in zadrugam. Priznanje za trajen prispevek k razvoju zadružništva, to je najvišje zadružno priznanje, je prejel Janez Šuštaršič, predsednik kmetijske zadruge Medvode. Glejte, zadružništvo ni zdaj ena, da bi ga zagovarjali, dejansko se v teh kriznih časih kaže kot ena najboljših možnosti gospodarskih. V začetku septembra smo poročali, da so neznano kam iz bioplinarne organika Petač odpeljali najbolj vitalne in najdražje dele, kogeneracijsko napravo. Predstavniki civilne iniciative Pirniče niso izključili možnost, da gre za zniževanje stečajne mase pred morebitnim stečajem podjetja Bioštrom. Dejansko je podjetje Mihe Petača od 5. novembra dalje v stečajnem postopku na predlog največje upnice Nove Ljubljanske banke, ki je za izgradnjo bioplinarne namenila več kot 4 milijone evrov dolgoročnega posojila. Stečaj cerkvenih Zvon 1 in Zvon 2 holdinga pa je glavni povod za prodajo družbe Helios avstrijskemu holdingu Ring International. Ta je ob podpisu pogodbe obljubljal morda celo povečanje števila zaposlenih in obljubo bo morda celo držal, saj bo očitno prišel v že očiščen Helios. V mesecu decembru 2013 je namreč prenehalo delovno razmerje 60 zaposlenim iz slovenskih podjetij skupine Helios, od tega na preški lokaciji 13. To pa še ni končna številka. Da je prejšnji lastnik Slovenska katoliška cerkev preko svojih finančnih družb in povezav tovarno papirja Goričane finančno izčrpala, pa je v svoji izjavi konec oktobra zapisal tudi Andraž Stegu, direktor in lastnik Goričanske papirnice. V mesecu septembru je prišlo do 4-dnevne zaustavitve proizvodnje, ki je bila posledica izpada garancij ter blokade strani banke. V prvih dneh meseca oktobra pa so papirni stroj zaustavili zaradi nezadostnega števila primernih naročil. Stegu pa je bil vendarle optimističen, češ da dogovori z bankami uspešno potekajo. Precej okroglih obletnic smo zabeležili v letu 2013. Zadnjemu delu pregleda leta o odpuščanju delavcev in stečajih pa bi se lahko tudi mirno odpovedali. Kot že rečeno, konec januarja se končuje prvi predvideni rok dokončanja gradbenih del novega 600-delčnega vrtca v Pirničah. Čeprav trenutno stanje gradbene faze največje občinske investicije zadnjih 2 let že napoveduje zamudo,
pa bojazni, da bi se ponovila zgodba o kar enoletni zamudi odprtja vrtca v Smledniku, vsaj zaenkrat ni. Prvi obljubi, to je dokončanje del do konca januarja, je tako rekoč že odzvonilo. Nova vrtčevska stavba trenutno sicer že nakazuje zanimivo arhitekturno zasnovo, a gradbena faza še ni povsem končana. Včerajšnji nadzor gradbenih del je pokazal, da dela potekajo kakor toliko v rokih, da smo v mejah dogovorjene pogodbe. Dela se nadzirajo mnogo bolj strogo, recimo, kot so se pri Smledniku, tako da upam, da bo tukaj pri izvedbi manj težav, tako da jaz upam, da bo ta vrtec zaživel tako, kot je predvideno in da bo tudi uporabniku prijeten. Gradbena dela se počasi zaključujejo, tako bojazni, da bi se ponovila zgodba o enoletni zamudi odprtja vrtca v Smledniku, ni. Po besedah odgovorne projektantke, tudi po zaslugi poostrenega nadzora izvajalcev del, ljubljanskega podjetja VG5 d.o.o. Podizvajalci so povezani z glavnim izvajalcem nekako bolj korektno in tudi ni takih dogodkov kot v Smledniku, da so kar podizvajalci izginili, pa jih ni bilo 2 meseca, pa zaradi tega, ker niso bile domene dorečene, pa zaradi tega, ker pač so jim postavljali nemogoče pogoje, pa plačila niso bila včasih izvedena, ne strani občine, ampak strani glavnega izvajalca. Tako da jaz mislim, da tukaj smo v mejah predvidenih rokov. Trenutno se v Pirničah vršijo zaključne faze fasadnih del, postavitev zadnjih stebrov in zunanjih tlakov, v notranjosti polaganje keramike, manjkajo le še finalni tlaki, obloge in notranja vrata. Konec januarja je bilo v bistvu predvideno, da bo nekako se tehnično pogledalo, če je vse v redu, ampak ne popolnoma dokončanje, tako da zdaj je dokončanje, mislim, predvideno pogodbeno dokončanje je v začetku marca ali konca aprila, točno ne vem, ker nisem videla pogodbe, ampak v bistvu mislim, da bo v tem času tudi končanje, da bo tudi tehnični pregled in uporabno dovoljenje v predvidenem roku. Torej, kdaj realno gre pričakovati, da bo tukaj noter odmeval otroški smeh? Ja, jaz računam, da aprila, ker je treba potem še opremo postaviti, ne. Sicer se bo delala vzporedno, ampak pač bo treba še pogledati kakšne detajle, zaključke in mislim, da recimo nekje tam bi moralo biti. Na srečo zgolj s hitro in enostavno sanacijo se je končal manjši požar, ki je pred mesecem dni izbruhnil na enem od fasadnih pol. Iz zapisnika je razvidno, da pač vzrok točno ni ugotovljen in pač je zavarovalnica vse pokrila, majčkeno je to potegnilo za sabo pač časovno izvedbo samega dela, tako da drugače je pa sanirano in ni bilo kakšne večje poškodbe. Obseg gradbenih del ta hip ostaja v okviru planirane investicije, poleg spremenjene zasnove strehe bodo dodatna sredstva zahtevali le na novo dodani klimatski sistemi. Projektni nalogi je bilo predvideno neko hlajenje, ki smo ga potem dali ven zaradi šparanja, samo naknadno se je ugotovilo glede na lansko letno izkušnjo in visokim temperaturam, da je bilo vseeno klime vgraditi, tako da bodo klime vgrajene in to je bilo dodano k stroškom osnovne pogodbe. Drugih dodatnih del pa ni bilo, kolikor je meni znano. Trenutno stanje gradnje nove pirniške enote vrtca Medvode, ki bo nudila prostor 116 otrokom, je torej zadovoljivo. Kdaj točno bodo 2 jaslična oddelka in 4 oddelki za otroke drugega starostnega obdobja v svoje prostore sprejeli malčke, pa je ta hip vendarle še prezgodaj napovedovati. Verjetno ste že opazili novo panoramsko karto, ki stoji pred občinsko stavbo in prikazuje nekakšno vizijo prihodnosti naše občine. Na njej so vrisane tudi prihodnje večje občinske naložbe, ki naj bi bile izvedene do leta 2020. Po besedah sicer redkobesednega župana Stanislava Žagarja, za enega od gorenjskih medijev so se na občini za tablo odločili, ker so želeli občanom predstaviti ožje središče Medvod in prikazati tudi prihodnji razvoj tega območja. Parkirišče pred občino Medvode po novem krasi panoramska karta. Na njej boste poleg obstoječih objektov našli tudi tiste, ki so predvideni v prihodnosti. Vse od industrijske cone pa do mestnega parka. Nova panoramska karta pa spodbuja veliko vprašanj. Kaj je njen namen, čemu in zakaj so jo postavili? Lejte, v Medvodah imamo novo panoramsko karto, na panoramski karti so pa tudi objekti, ki naj bi se gradili. Kakšno je vaše mnenje o tem, kaj mislite? Še preveč teh objektov, poslušajte. Tamle gor je na polju ene beli bloki, ki se ne končujejo, niso še končani.
In ne končajo pred tisto, kar so začeli, pa ne novo. A ste že videli novo panoramsko tablo tamle pred občino? Ja, sem. In kaj menite o njej? Ja, v redu. Za ljudje, ki ne vejo okolice Medvode, pa naslove, vse dobro je, v redu je. Ste videli tudi še objekte, ki so načrtovani? Ja, sem, ker tudi poznam vem za te objekte odprej, ker na tako mesto živim, vse slišim, pa imam prijatelje. Vse je v redu, za tablo pa so kar naredili, kakor so mislili. Že. In kaj mislite o njej? Kaj? Kaj mislite o njej? Videl sem jo, ogledal se jo pa še nisem. Pa mislite, da je to dobra ideja, da imamo take zadeve tukaj pred občino? Moram te prvo iti pogledati, da vidim, kaj je. Potem pa to. No, na tabli so med drugim tudi objekti, ki naj bi se v prihodnosti gradili. Kaj mislite o tem? Če bo denar, bo vse, ker pa denarja ni, pa ne more biti tega. Sem že videla in je zanimivo, saj vidiš, kje si, čeprav jaz vse poznam. Pa ste si pogledali tudi tiste objekte, ki so še načrtovani? Ja, se so že dolgo načrtovani, pa nič od njih. Če si boste vzeli nekaj časa in si panoramsko karto podrobno pogledali, boste opazili, da so na njej svetlo barvo orisani že obstoječi objekti, s temnejšo pa tisti, ki se jih v Medvodah lahko v prihodnosti še veselimo. Imeli naj bi urejeno mestno središče, športni park z olimpijskim bazenom, manjkali pa ne bosta niti nova glasbena šola in cerkev. Najbrž pa se večina vas tudi spominja makete Medvode 2000 in njene usode. Kakorkoli že za prihodnjo oddajo bomo šli po sledeh nečesa, kar je orisano na tej tabli. Podvoz pod železniško progo in nova cestna povezava. Ta naj bi se začela graditi že v kratkem, saj naj bi bila tudi obvozna cesta v času popravila mostu pri motelu Medno. Zabeležili pa bomo tudi, kaj v konicah pomeni načrtovana delna zapora mostu s semaforjem, dokler se njegova sanacija dejansko tudi ne začne. Nadaljujemo. Društvo Sorško polje je v sodelovanju z Društvom Svetlin v delavnicah skupnosti Barka organiziralo prvo od 4 predavanj, kako s hrano vzdržujemo energijsko ravnovesje v našem telesu. Zdravje je velika vrednota in še vedno velja, da je narava naš najboljši zdravnik. Predavateljica Marija Novak je članica Društva Sorško polje in obenem predsednica Društva Svetlin. Prihaja iz vasi Jama na obrobju Sorškega polja. Njena sestra Ivana Novak je v Avstraliji pridobila diplomo zdravnice naravne medicine in njeno bogato znanje jo je navdušilo, da je tudi sama začela raziskovati različne poti do zdravja in njeno delo idejno nadaljevala v Društvu Svetlin. Želimo pa povedati, da hrana je najpomembnejši del, če iščemo zdravje, a ne? In pa z tega vidika, kakšno energijo nam da. To je pa malo tako ena nova stvar na tem področju in je pa najbolj pomembna. Tako da skozi to tudi vidimo, da smo vsi ljudje zelo različni, da je tudi hrana različna. Na ta način, to se pravi, moramo poznati sebe in moramo poznati hrano, potem pa lahko to ravnovesje lovimo, ne. Kot je poudarila v predavanju, rojstna astrološka karta pokaže na energijsko doto vsakega posameznika. Vsak dan dobimo energijo z dihanjem, to je s kozmično energijo in s hrano. Če poznamo sebe in svoj energijski potencial, si s tem prilagodimo hrano, ki jo uživamo, in izberemo tudi sebi primerno telesno vadbo. Predavateljica je poudarila, da smo pri prehrani svoje sreče kovač. Želodec je tisti organ, ki hrano sprejme, in zato je kvaliteta našega zdravja odvisna od dobrega delovanja prebavnega trakta. Katero prehrano torej priporočate za ta zimski čas? Ja, za zimski čas rabimo malo več toplote, a ne? To se pravi, da je treba pripraviti hrano, ki malo pogreje. To je lahko tudi malo bolj močna hrana, rečemo beljakovinska. Seveda je pa treba potem jo tako pripraviti, da jo organizem lahko predela, ker vemo, da je beljakovinska hrana najtežja za predelavo, ne? Predavanja na to temo se bodo nadaljevala še 3-krat, prihodnjič v četrtek 30. januarja. Društvo Sorško polje je v zimskem času aktivno predvsem na področju izobraževanja.
Informacije o predavanjih so objavljene na spletnih straneh Društva Sorško polje, v reviji Skupaj za zdravje človeka in narave, ki je na voljo tudi v kmetijski zadrugi Medvode, ter na nekaterih plakatnih mestih. Ja, v zimskem času smo precej aktivni na področju predavanj in izobraževanj, ki so namenjena članom Društva Sorško polje, vsem krajanom Sorškega polja in tudi okolice, tako da prihajajo na predavanja tudi iz Dolenjske in z Idrije nekateri, tako da dejansko dobrodošli na predavanjih in dogodkih vsi, kogar zadeve zanimajo. Ob začetku koledarskega leta Društvo Sorško polje vabi v svoje vrste nove člane. Vabljeni so kmetovalci, vrtičkarji ter vsa zainteresirana javnost, ki je blizu narava, zdrava hrana ter naravno vzgajanje sadja in povrtnin. Ideja društva je, da bi kmete na Sorškem polju zmotivirali, da bi se preusmerili v ekološko kmetijstvo. Te zadeve pa skušamo ljudi izobraziti, potrošnike, da bi začeli trkati na vrata kmetov in jih spraševati za zdravo, ekološko pridelano hrano, tako da smo aktivni v šolah, v domu upokojencev, tudi v Medvodah tečejo predavanja. Včeraj v sredo je v skupnosti Barka potekala delavnica o vzgoji in uporabi kalčkov v kulinariki. Zadnje predavanje iz tega sklopa bo organizirano sredi februarja na osnovni šoli Medvode z naslovom Razvoj kmetijstva v industrijske oblike, posledica in potrebe po spremembah ter partnersko kmetovanje v luči biodinamike. Kar nekaj predavanj na podobno temo poteka v teh dneh, tudi v knjižnici in v prostorih Javnega zavoda za kulturo in mladino, a več o tem v prihodnji oddaji. V torek smo obiskali sekcijo ročnih del Društva upokojencev Medvode. Prizadevne članice pod vodstvom Majde Tratar so pričele z delavnico izdelovanja drobnih izdelkov iz filca. Nastale so torbice in domiselni etuiji za očala in mobitele. Nastale izdelke bomo lahko že prihodnji mesec občudovali na razstavi v knjižnici. Mentorica ročnih del Majda Tratar se je navdušila nad torbicami in darilnimi vrečkami iz filca. Prvo idejo sem dobila, ko sem za darilo dobila tako darilno vrečko iz filca, drugo idejo oziroma odločila sem se za delavnico, pa ker sem šla na sejem ročnih del v Italijo in tam je bilo čudovitih stvari iz filca, nepregledna množica, prekrasnih stvari iz filca. Poleg idejne zasnove za izdelavo potrebujemo filc, ki je na voljo v dobro založenih metražnih trgovinah, sukanec, škarje, ravnilo in modne dodatke. Izdelava manjše darilne vrečke iz filca z drobnimi detajli traja tako od 2 do 4 ur. Iz filca pa so članice sekcije izdelale tudi domiselen praktičen izdelek, ki je za starejše še posebej uporaben. Ja, to je vrečka za telefon. Zdaj mi težko nosimo telefone v žepih, pa torbice s sabo. Telefon pa rabimo, da smo vse že v letih in starejše in je fino, če ga imamo takole obešenega, pa proste roke. Kateri izdelek ste do sedaj že izdelala? Do zdaj imam to torbico, mislim, taka prisrčna, mečkena, da je izdelek za take drobne stvari. Naredila sem za telefon, etui, pa tole torbico. Sam to sem malo tukaj delala, malo doma. Tako da upam, da mi je uspelo. Kot že rečeno, bomo izdelke lahko občudovali konec meseca februarja na razstavi v knjižnici. Spomladi pa so se članice odločile, da bodo tokrat skupaj odpotovale na sejem ročnih del v italijansko Vincenzo, od koder bodo zagotovo prinesle marsikatero ustvarjalno novost. Na zadnjih vajah pred petkovo premiero smo obiskali gledališko sekcijo kulturno-umetniškega društva Oton Župančič Sora. Igralci pod režisersko taktirko Irene Svolšak se trenutno pripravljajo na uprizoritev veselo igre s petjem Naročeni ženin. Zgodba se odvija na podeželju, kjer se stvari pogosto znajo precej zaplesti. Člani gledališke sekcije kulturno-umetniškega društva Oton Župančič Sora pripravljajo veselo igro s petjem, delo Mihe Kunavarja z naslovom Naročeni ženin.
Gre za komedijo, ki se odvija na podeželju v preprostejših časih. V časih, ko je bilo izrednega pomena, s kom se poroči županova hči. Ker si sama jasno ne more izbrati moškega po svojem okusu, ji bo moža poiskala mati s pomočjo potovke Špele. Naša potovka je na pol, bi rekla zdaj, ne vem, ali bi se izrazila, da je bolha na internetu, ali da je mogoče Facebook, ne vem, ampak za tiste čase pač recimo, če gremo kuj po vojni ali pa med obema vojnama ali pa po drugi svetovni, pač potovka je en vezni člen med ljudmi, med splošno publiko, da so se dogovarjali seveda za prodajo raznih zadev, a ne, takrat avtomobili, kolo je bil že luksus, avto pa sploh. Občil ni bilo tako zelo veliko, tudi ne, skratka, tako da je potovka bila res neke vrste moderni. Mislim, bi bila, za tiste čase je bila moderni pač nek medij, prek katerega so laufale zadeve, ne. Stvari se nekoliko zapletejo, ko potovki svoje želje glede moškega zaupa bodoča nevesta. Njen oče pa bi rad prek nje prodal tudi svojo kobilo. Tudi v današnjih časih moderne informacijske tehnologije se rado zgodi, da informacije ne pridejo do prave osebe, kar lahko povzroči mnoge nevšečnosti. Zgodba je podprta tudi s kratkimi pevskimi inserti, ki še dodatno popestrijo vzdušje, za igralce pa predstavljajo dodaten izziv. Glede na to, da eni prvič pojejo, sem kar zadovoljna. Sicer smo se res poslužili modernih medijev, se pravi, a ne zdaj tako, če bi človek mu možnost, da bi imel en majčken orkestrček, tako nekje od spodaj pod odrom, pa recimo en klarinetek, kontrabas, pa recimo harmonko, ne, da bi naredil resen tisti avtentični pač orkestrarij, ki je bil nekoč, ali pa saj nek klavir, pa še nekaj zraven, ne, harmonij, da bi bilo to tako, kot je bilo mišljeno od komponista, ampak to pač ni denarja, tako da smo se nekako podstopili recimo tudi playbackov. Igro so do neke mere priredili tudi domačemu okolju in dodali kakšno šalo več. Ja, seveda, malo teksta smo dodali pa reč domačemu okolju, malo pa še mogoče tudi kakšna stvar malo ne posodobiš, ampak dodaš kakšen tekst, ne, glede na to, da sem ga 1000krat prebrala, se ti utrne kakšna zadeva, tako da si misliš, tole bi bilo mogoče bolj smešen, ne. Premiera bo na sporedu v petek 24. januarja ob 19:30 na odru Kulturnega doma v Sori. Ponovitve pa bodo ob isti uri sledile v soboto 25. in nedeljo 26. januarja. Vabljeni. Včeraj je Olimpijski komite Slovenije uradno predstavil slovensko olimpijsko reprezentanco Soči 2014. Iz vrst zimskih športnikov smo imeli med voščani vse do zadnjega kar nekaj potencialnih kandidatov, a je cilj o izpolnitvi norme uspelo uresničiti le 2. Deskarje na snegu Rok Flander in Izidor Šušteršič bosta v kvoti 66 slovenskih reprezentantov naša edina aduta na zimskih olimpijskih igrah v Sočiju, ki se pričenjajo že 6. februarja. Za Flandra, nekdanjega svetovnega prvaka, bodo to že 3. olimpijske igre in ker je lani na olimpijskem prizorišču že tekmoval ter na tekmi svetovnega pokala osvojil celo bronasto medaljo, so njegovi apetiti po kolajni še toliko večji. Kljub visokim ciljem pa norme ni uspelo izpolniti smučarski tekačici Leji Einfald, ki bo tekmovalno sezono nadaljevala na tekmah kontinentalnega in svetovnega pokala, kar pa ne velja za umetnostno drsalko Patricijo Gleščič, ki je potem, ko ji olimpijske norme na lanskem svetovnem prvenstvu ni uspelo doseči, sporočila, da je njena športna pot končana. Razlog osebne narave ni želela komentirati. Preteklo soboto je Kranj ponovno gostil najodmevnejše mednarodno plavalno tekmovanje za mlajše kategorije plavalk in plavalcev Dr. Fig 2014. Organizatorju domačemu plavalnemu klubu Triglav Kranj je uspelo zbrati največ otrok doslej, kar 523, od tega jih je 129, starih med 8 in 14 let, prišlo iz sosednjih držav. Plavalno tekmovanje Dr. Fig se je v zadnjih letih oblikovalo v pravi festival, namenjen mladim plavalcem v najmlajših kategorijah. Na tekmovanju, ki poteka v pokritem olimpijskem bazenu v Kranju, so poleg večine domačih klubov gostili tudi številne plavalne upe iz tujine. Bistven namen tega tekmovanja je pa to, da smo želeli v plavalnem klubu Triglav dokazati, da se da narediti res en tak spektakel iz tekmovanja, ne samo tekmovanje kot tekmovanje, ampak dejansko spektakel. Se pravi, da ni potrebno zato, da imaš zvezde na tekmovanju, ampak se da tudi
z dobro voljo, trdim delom, veliko volonterskega dela se da tudi tako tekmo pripraviti za otroke. Tekmovanje, ki je v finalnih bojih začinjeno z vizualno in glasbeno animacijo na vrhunskem nivoju, je prava paša za oči gledalcev in še večje doživetje za mlade plavalce. Cilj nam je pa to, da bi otroci dobili veselje za ta plavanje, nastopanje na tekmovanjih in s tem, bom rekel, podaljšati kariero čim dalj, kolikor se da. Za medvoški pridih so poleg tekmovalcev, ki so se pomerili za najboljše uvrstitve, skrbele tudi plesalke plesne šole Stevens, ki so sooblikovale protokolarni program, ter mladinski svetovni prvak in rekorder Peter John Stevens, ki je z mešano štafeto 4x50 matičnega kluba Triglav Kranj poskrbel za zmago v revijalni tekmi večera. Ta program je veliko boljši kot včasih. Ful je pa zabaven, zato so boljše takole štafete, da lahko člani pokažemo mlajšim kategorijam, da imajo tam mali večjo motivacijo, da bi to kdaj dosegali. Več o spektaklu na in ob vodi pa v januarski športni oddaji. V torek so se na Pokljuki, posnetke gledamo z lanskega državnega prvenstva na Bonovcu, najboljši slovenski smučari tekači in tekačice pomerili na državnem prvenstvu v šprintih v prosti tehniki. Na štartu so bile zbrane tudi članice, ki se bodo udeležile zimskih olimpijskih iger v Sočiju. Med ženskami je na 1200 metrov dolgi progi slavila Vesna Fabjan. Uvrstitve na oder za zmagovalke pa se je s 3. mestom razveselila Anamarija Lampič, ki v finalnem teku prehitela tudi olimpijsko potnico Alenko Čebašek. Med deseterico najhitrejših najdemo še 2 medvoški predstavnici. 5. je bila Lea Einfalt, 9. pa Nina Žavbi Kunaver. Bila je ful v redu tekma, ful sem se dobro počutila. Tako da ja, prišel je ta 3. mest, ki sem res ful vesela, mi to dosti pomeni. Pa da sem tekmovala s starejšimi, to mi je zmer tak izziv. Ja, sem kar zadovoljna s tekom, v bistvu kvalifikacije so šle še najslabše pričakovano, potem sem se pa iz teka tek bolje počutila. Še vse nisem šprinterka, imam rada distanco, se moram kar matrati, ampak v redu. 5. mesto je tako pričakovano, zadovoljivo, višje vem, da bi težko. Med moškimi, ki so se pomerili na 200 metrov daljši progi, je na 2. mestu tekmovanje končal Rok Tršan, lanski državni prvak, 10. je bil Janez Lampič. Mladinska selekcija košarkarskega kluba Medvode v letošnji sezoni ne pozna poraza. Prvi del tekmovanja v drugi slovenski košarkarski ligi so zaključili z 12 zmagami na računu in se kot prvouvrščeni na lestvici skupine Zahod 1 uvrstili v nadaljevanje tekmovanja. Ja, največ so zaslužni fantje, za to borbenost, za to odločno željo sploh. Glede na to, da so nas na začetku sezone 4 fantje zapustili, enega imamo poškodovanega, tako da vsaka čast fantom in pa naši publiki sploh, ki nas podpira. V nedeljo so na zadnji tekmi prvega dela premagali goste iz Škofje Loke za kar 54 točk, za nameček pa dosegli prvo 100 v sezoni. Izpostavimo lahko še en dosežek. Timotej Bečan, prvi strelec domače ekipe v tej sezoni, je 44 točkami dosegal strelski rekord kariere. Danes smo odigrali neko tako zelo napadalno košarko. Tudi obramba je bila v drugem polčasu zelo v redu. In pa pač so igralci mi veliko podajo, predvsem kontre, tako da lahko dosežem pač toliko točk tudi daj. V drugem delu tekmovanja se bodo z najboljšimi iz preostalih skupin pomerili za naslov prvaka v drugi ligi. Dan prej pa so člani, za katere prav tako igra precejšen delež mladincev, na gostovanju v Sežani po izenačenem boju dosegli zmago v zadnjih sekundah tekme in slavili 70-69. Zmago so se zavihteli pod sam vrh lestvice 3. košarkarske lige Zahod. Svetovna deskarska karavana je minuli vikend gostovala na Rogli, kjer je nastopilo 123 deskarjev iz 22 držav. Na tekmi svetovnega pokala v paralelnem veleslalomu je bil z drugim mestom najuspešnejši Slovenec Žan Košir, Rok Flander je bil 8., Izidor Šušteršič je obstal v kvalifikacijah. Na pokalu Topolinov v italijanskem Val di Fiemu, največjem otroškem tekmovanju v teku na smučeh, je Zala Jenko, članica Nordijskega društva Medvode, osvojila prvo mesto med mlajšimi deklicami.
Lucija Jezeršek je bila tretja med starejšimi deklicami. S četrtim mestom med kar 105 ekipami pa so se izkazali člani domačega nordijskega društva. Članska ekipa nogometnega kluba Jezero Medvode pa je v sklopu priprav na nadaljevanje sezone odigrala že 2 pripravljalni tekmi. Prvo proti Komendi je zmagala z 2-1, drugo minulo soboto pa je remizirala s prvoligaško Olimpijo. Na tekmi nočne hokejske lige je ekipa Jelen prejšnji petek klonila proti ekipi Telemach, končni izid je bil 4-10. Z 2 zmagama in kar 8 porazi se Sničani trenutno uvrščajo na 10. mesto lestvice. V slovenskih kegljaških ligah pa je bilo odigrano 11. kolo. Ekipa Hidro je v prvi B ligi na domačem kegljišču premagala Izolo, Koma Medvode pa je v drugi ligi Zahod izgubila na gostovanju v Ljubljani. Medvoški policisti so v preteklem tednu obravnavali 3 prometne nesreče. Na Senici je voznik z modrim Renault Cliom trčil ob cestno ogledalo in nato odpeljal s kraja nezgode. 2 prometni nesreči pa so se zgodili v Medvodah. V prvi je neznani voznik vozila Opel Insignia sive barve zbil pešca, druga pa se je zgodila zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo in pod vplivom alkohola, voznik pa je prejel plačilni nalog. Bakrene žlebove so ponovno kradli v Vašah, Goričanah, Medvodah in na Topolu. V Medvodah in na Varju so kradli registrske tablice, denar so ukradli v Medvodah, v Pirničah pa je nekdo vlomil v gradbeni kontejner. Ponovno opozarjamo vse občane, da bodite pozorni na sumljive osebe v okolici vaših domov, saj jih bodo le tako policisti ulovili, preden bodo vse hiše ostale brez bakrenih žlebov na strehah. Informacije lahko sporočite tudi na telefonsko številko policije 113 ali na brezplačno 080 1200. Hvala za vašo pozornost, s vami bomo že prihodnji četrtek. Glejte nas. Nasvidenje.